Že 11. leto se pri nas odvija LAN party. Nekako ni mogoče več pričakovati, da bi se ta dolgoletna tradicija dala ustaviti kar zlahka, kajti dijaki na to čakajo, nestrpno sprašujejo. In glede na to, da so se prijave zvrstile v enem popoldnevu in je bilo že zapolnjeno mesto 16 ekip, je jasno, da bo v prihodnosti treba razmišljati še vedno o tem, da bo LAN party potekal, ampak hkrati vedno vsako leto ugotavljamo, da se dogaja na bolj kulturnem nivoju, da je manj kakršnikoli nesoglasij tudi med igralci in pa pridržujemo si pravico, da vendarle dijake opozorimo, da jim ne priporočamo, da je njihov stil izključno računalniška igrica in da je treba iti v naravo, da se je treba malo sprostiti, da je treba poiskati prijatelje še kje drugi kot pa na Facebooku. Jaz upam, da bo to naletelo na plodna tla. To je zelo odmevno in jaz mislim, da dijakom moramo pustiti tudi nekaj njihovega, ker je tudi dejansko to vzgojno. Do določene mere, ne pa pretiravati v eno smer. Ne pri alkoholu, ne pri drugih zadevah. Enako je z igricami. Skušam jih naučiti, da je v življenju pač treba uživati, ampak da je treba imeti mero. Ali ste zadovoljni z letošnjim LAN partijem? Če so vas jezili, ne boste zdaj budi nanje, igra je igra, vedno nekdo zmaga. Začela bom s tretjim mestom, tretje mesto je osvojila ekipa Klovni. Čestitam! Čestitam za drugo mesto, Academy, lahko vam slovensko napisali. Tudi prvi so malo prikorili slovenski jezik, ne? Korki, čili! Bravo, en aplavz, no, za prve! Ostalo, torej dejansko to nagrada, ki je vredna največ, no? Izvolite, ampak je res za vsakega, da bodo da v tebi več težav.